Jože Pačnik, na današnjem občinem zboru ste nekako sklenili zadnjo tekmovalno sezono. Kako bi ocenili zadnje obdobje šentjurske moške košarke? Na koncu smo seveda zadovoljni. Zadovoljni smo, ker tiste temeljne cilje kluba smo izpolnili tudi v tem obdobju. Seveda pa način, kako se je to zgodilo, ni najboljši in seveda je pomenil kar eno izjemno naporno, težavno sezono. Dogodilo se nam je pač, da nekako ekipa, ki jo je sestavil Boštjan Kočar, nekako ni imela zmagovalnega ritma, bile so potrebne potem spremembe tako na klopi kot v igralskem kadru, pa tudi še po tistem zadeve niso kar tako stekle in vse, kar zadeva člansko ekipo. Smo seveda na koncu zadovoljni s ciljem, torej ostankom med najboljšimi v ligi za 10. mestom, kar seveda je dobro, glede na to, da bo naslednja sezona že 10. zaporedna prvoligaška sezona v Šentjurju. Seveda pa nas je stalo dosti živcev, pa tudi finančno seveda je bilo treba spremljati te dodatne zahteve po okrepitvah. Tako da, torej, zadovoljni smo, da smo ta cilj dosegli. Čaka nas pa precej izzivov v nadaljevanju. Konkretno upravni odbor ostaja na čelu kluba tudi prihodnje 2 leti. Zaradi recesije boste primorani tudi v vašem klubu nekoliko znižati proračun za prihodnjo sezono. Kako torej prihodnje leto zagotoviti potreben denar in kaj to pomeni glede na cilje, ki jih boste zastavili za sezono 2009-2010? Seveda, nekako smo zavezo sklenili v upravnem odboru, da po 2-letnem mandatu vztrajamo še naprej. Najlažje bi pravzaprav se bilo umakniti. In to je v teh časih morda celo za nekoga bi bila najbolj modra poteza, ampak nikakor nismo pristali na to, da prav v težkih časih dam stisnemo retno znogo, da se temu reče in gre. Vse bomo naredili, da tudi v teh težkih časih skrbimo proračun. Proračun ta trenutek ni povsem zaprt. Lanski je bil na nek način rekorden. Letošnji ga načrtujemo bistveno manjšega. Pa še tega bo glede na situacijo okolje zelo težko spraviti skupaj. Mi smo navajeni, da se obnašamo zelo racionalno. Poskušali bomo vse narediti, da sestavimo eno ekipo, ki bo kombinacija neke izkušenj in mladosti, da vendarle ohranimo gledalce. Moram reči, da so nam izjemno stali ob strani, sploh v zadnjem delu prvenstva je bila Hruševska dvorana skoraj da polna vsako tekmo z bučnim navijanjem in ko sem potem spremljal naše tekme drugod po Sloveniji, ugotavljam, da so naše tekme zagotovo najbolj obiskane. To veseli, seveda tudi neka prepoznavna igra mora krasiti, da seveda ti igralci ostajajo. Po drugi strani pa nekako ne smemo pozabiti na naše selekcije in še vedno baziramo na delu z njimi. Bojimo se ne tega, ker čutimo, da pravzaprav krovna organizacija ima posebnega razumevanja za situacijo v okolju in tako, kot je danes dejaven kolega iz upravnega odbora, posebej za njih velja, da je tu en velik propad med tistimi, ki živijo od košarke in med tistimi, ki živimo za košarke. Bo dosedanji generalni pokrovitelj Alpos ostal s klubom tudi prihodnje leto? Zelo verjetno v času, kot je sedanji na področju, kjer deluje naš generalni sponzor Alpos, ki moram posebej podariti, ima izjemno velike zasluge, da sploh lahko